Nadaljujemo s pogovori včeraj predstavljenih tekmovalnih filmov v sklopu 28. festivala slovenskega filma in včeraj smo v sklopu kratkih tekmovalnih filmov videli tudi film z naslovom Dobrodošli doma. Ob meni so režiser in soscenarist Filip Jemrih Jandras, pa producentka in soscenaristka Eva Kučera-Šmon in pa Nina Ivanišin Janežič v vlogi Vere. Filip in celotna ekipa, najprej seveda čestitke za film, mogoče lahko nekaj več, najprej Filip pa Eva povesta seveda o sami zgodbi, zasnovi o tem, kako je sploh prišlo do te ideje, da se nekako preizprašuje. Jaz mislim, da je ena zelo taka univerzalna tematika. Torej, kaj se zgodi, ko se hči, ki se je odselila zaradi različnih razlogov, vrne domov v svoje družinsko okolje in spopade z vsem tistim, zaradi česar je najbrž odšla. Po mojem bom tle dal kar besedo prvo Evi, ker je Eva začela z vsem tem, kako bi temu rekel, je bila prva pobudnica, ja, pa smo pa počasi pristavljali kamenčke v ta mozaik, ampak ja. Ja, v bistvu zgodba se je začela pisati tako, da je moj fant, Andrej, mi povedal to zgodbo, ki se je dejansko zgodila njemu kot otroku, ko je šel z svojo mamo na Poljsko in se je to dejansko zgodilo, da so ga pravzaprav krstili tako na nek tak način, s katerim se tudi njegova mama ni strinjala. In potem sem pač začela pisati to zgodbo in Poljska je bila nekako predaleč. Tako da potem, ko se je Filip priključil, smo zelo veliko razmišljali, kam bi prestavili zgodbo, da bi bila tudi bližje nam, bližje Filipu, bližje meni in celotni ekipi seveda. In potem smo se spomnili na Zagorje in Filip je tudi nekako povezan z Zagorjem, tako da je to bil potem vzvod, da smo pač predstavili zgodbo tja. Drugače pa sem začela s pisanjem scenarija že na delavnici Kratka scena, potem se je pridružil Filip in sva šla skupaj na delavnico Midpoint Shorts in potem se je pač začelo to potovanje filma že v zelo rani fazi pisanja scenarija. Bila sva v Trstu, kjer sva tudi pičala scenarij, tako da ja. Kako se je pa v bistvu vse skupaj nekako razvijalo do končnega scenarija in zdaj gremo pa snemati. Filip, koliko si mogel razmišljati o nekih mogoče filmskih elementih, ki jih vključaš noter v to zgodbo, ki je zelo življenjska? Mislim, že te se spomnim prvič, ko je prišla Eva scenarijem, sedeli smo v Daktarju in mi je dala scenarij, rekla, to je za prebrati. Bila je takšna, dobiš časih scenarija, pa prebereš neke stvari, ki moraš ful razmišljati, pa probati si vizualizirati, mislim, konec je to, kar delamo. Mislim, z enimi več dela, z enimi manj. Tale se je kar sam odvrtel v moji glavi. No. Isto mislim, da je tudi našemu direktorju fotografije, ki ga ni tukaj, sva zelo hitro bila, po moje, ko sva oba prebrala, sem tako, Črnobela. Ene stvari se same sebe izrišejo, se same sebe narekujejo. To je fajn, moje delo je to, da prepoznam, ne toliko, da poustvarjam, mislim, da ustvarjam nekaj iz tega. In mi je všeč, da sem lahko delal takšen scenarij, kot je. Ja. Črno-belo, karkoli se te seveda dvojnosti po eni strani nekaj slabega, kot je ta družina, ki se pač seveda zahteva od Vere, da ne sledi njenim normam. Je to ta zadeva, ki te takoj nekako potegne, da ja, vidiš črno-belo? Ne, pravzaprav ne. Jaz bi rekel, ker je Simon Tanšek enkrat rekel, noben ne vpraša, ne vem, slikarja, zakaj je modro uporabo. Ne, enostavno, ko smo prebrali, mislim, saj jaz sem to videl črno-belo. Ni drugega. Pole pa je še en moment, da smo izhajali v eni meri, vsaj kar se tiče fotografije in kompozicij in nekih slik, ki smo jih ustvarjali iz fotografije Stojana Keblerja, ki je v Halozah ustvaril v 60-ih, 50-ih, 70-ih, večinoma črno-belo delo. In je bil en velik element navdiha za nas, kar smo tudi probali ohraniti znotraj slike, kadra in tako naprej. Tudi barve, torej oziroma odsotnosti barve. Super je, da imaš v bistvu neko referenco, da vidiš podobo na podlagi takega dela. Nina, na kakšen način, moraš reči, si se ti priključila filmu, seveda si vajena dela z različnimi režiserji, režiserkami. Filip je eden tistih mladih režiserjev, za katerega imamo občutek, da ga ni strah delati z uveljavljenimi igralci, da zna v bistvu tudi narediti neko to kemijo med konec koncev res vrhunskimi igralci, kot ste bili v tem filmu. Ja, absolutno je Filip ekstremno dober vodja projekta.
sploh, po mojem, res pred njim, že zdaj ima veliko izkušenj, pred njim je pa po mojem krasna prihodnost, ker ja, mislim, da nima nobenih težav sodelovati s komorkoli. Mislim, zelo je v bistvu enostavno zaradi njegove energije, oziroma kako se pač to reče, z njegovega pristopa je bilo zelo enostavno tudi nam treba se nekako povezati, glede na to, da se, mislim, smo se bolj ali manj poznali sicer odprej, ampak vseeno smo prvič sodelovali. To je prva stvar. Druga stvar, mene je blazno pritegnila tudi ta tandem teh dveh mladih ustvarjalcev in mlada producentka, ki je tudi projekt odvodila za moje pojme Impeccable. Mislim, torej, kako se reče, tako. Prezentno, dajmo še par tujka. Tako da celotna stvar se je začela kot res en tak mladostni utrip zame, da se razume, ki je pa v bistvu presegel, če moramo govoriti o nekih profesionalnih standardih, absolutno moje izkušnje, ki sem jih imela z večjimi produkcijskimi v našem prostoru. Tako da to je taka pozitivna izkušnja, da sem res še kasneje razmišljala, kako v bistvu se je mogoče v našem prostoru malo obrnil list, malo časi zamenjali, da ful pozdravljam, da bi mladi, ki imajo ne samo dobre ideje, vejo, kako jih uresničevati. To je zelo pomembno. Imajo pripravljeni so in vse in dajmo temu prostor in čim več tega prostora, ja, ker mislim, da se slovenskemu filmu tako lahko res obeta krasna prihodnost. Ja, popolnoma strinjam. Nina, še vprašanje, kar se tiče lika. V bistvu Vera je res en tak zelo kompleksen, težavni situaciji. Kako si poskušala v bistvu zgraditi to neko bogatstvo tega lika, ki se po eni strani, to se pravi, je razprta med tem, ker ve, zakaj je šla, kako je šla s svojim sinom, hkrati pa se vrne v to neko okolje, s katerim hoče imeti povezavo, ampak enostavno te povezave ni, očitno. Kako si sama poskušala to Vero graditi, mogoče ali s kakšnih pripovedovanj z nekimi občutki te vrnitve domov, kjer nisi mogoče tako zaželen, kot bi si želel? Ja, mogoče sama zdaj seveda nimam take izkušnje, niti približno podobne kot Vera, je pa nekaj, da sem recimo jaz od svojega doma, od svoje matične družine živim že, se pravi, več živim stran od nje, kot sem z njo. In je en zanimiv pojav, ki ga opažam, in sicer, da ne glede na to, da zdaj že, ne vem, 22 let živim po svoje, v drugem mestu, koliko, pa še z Maribora sem, no, to je mogoče komu povedno, da je to zelo težko se tega osvoboditi, da pač to ostaja v tebi, ne glede na to, da živim v Ljubljani že toliko časa. Ne glede na to, kako sem se razvila kot oseba ali pa kakorkoli, ko se vrneš domov, si to, kar si bil. Ujet si pozitivno ali negativno. Mama te ne bo videla drugače, ne da bi bilo to njen problem, kako ne rečem, da bi bila, tako smo, mi dve z mamo ne moreva drugače kot pač tako, kot funkcionirava, čeprav se trudiva, pa deva drugače, pa probaj malo več strpnosti, pa tako, ampak enostavno se ujameva v ta odnos. Z očetom tako isto, videnje, pač, vsej, Nina takšna, pač ti si, kot sem bila kot otrok, pa ne vem, mislim, da sem se malo potrudila, da sem zdaj že malo bolj, ne vem, to pa to. Alejo, mislim, ne moreš, enostavno si doma. In to mi je bilo pa blazno zanimivo, ne glede na pač res, ja, eno težavno pot, ki jo je prehodila Vera z tem pač izvenzakonskim otrokom, nesprejeto seveda, v tej mali sredini, to pa je, prideš domov in je mama, ne glede na to, koliko si ti s tem opravil, recimo, da je, ali pa ne vem, nekako neke te stvari predelala ali kako, ja, je mama in brat, to mi je bilo pa ful lepo, da smo se pa mi nekako začutili, se mi zdi, ful lepo z Goranom in Doris. Ona dva itak sta imata ful skupne poti. Jaz pa ne, ampak nekako tako zelo enostavno je bilo, ja, ta bratsko-sestrska naveza, ful enostavno. In tudi z Doris, no, ful sploh ta zadnji prizor, se spomnim, koliko je bil ful lep, no. Prav lepo ga je bilo delati in ko je Filip rekel, gremo še enkrat, z veseljem gremo še enkrat. To, ki je bilo lepo, se res, no, to. Super, moram še preveriti, v bistvu, zdaj smo slišali tudi, kar se dela z igralci tiče, ker se mi zdi, da se na taki intenzivni zgodbi enostavno more zgoditi ta kemija in se je zgodila. Hotel sem še vprašati glede same produkcije pa vseh teh zahtevnih nalog, tako kot Nina izpostavlja, mlada producentka, Filip po vseh tistih seveda študijskih filmih, ki smo jih bili vajeni, tokrat zdaj na
trgu, ali kako temu rečemo. V bistvu, kako vidite tudi sama in priložnost za kratki film? Je to res neka ta peskovnik, kjer se pripravljaš na celovečerni film, a ima kratek film sploh svoje mesto? Kako kot producent zagotoviš mladi producent, mlademu režiserju, da sploh pride do sredstev, do pogojev, da lahko naredi tak film? Koliko je to res tlakovana ta pot? Ja, zdaj tukaj moramo povedati, da vsem smo imeli zaledje močne produkcijske hiše, Perfo, in sem prepričana, oziroma se zavedava s Filipom, da če bi to delala sama, če bi to prijavljala sama, da pač to ne bi šlo čez tako gladko, kot je šlo. Tudi koprodukcijo smo dobili sicer ne tako gladko, oziroma koproducentko ja, hrvaško, ampak potem hrvaška sredstva pa šle v tretje. Ne. Tako da tudi tukaj je bila dolga pot, ampak v smislu delanja kratkih filmov zagotovo so zelo pomembni, predvsem v smislu raziskave, predvsem v smislu igranja. Potem, ko pridemo iz akademije in smo naredili mogoče 2 filma, je seveda to premalo, da se mogoče lotiš česa daljšega, oziroma rabiš še pač projekte, da se bodi si kot režiser, bodi si kot producent, scenarist, karkoli, kališ naprej, ne, in raziskuješ to, kar te zanima, tako da tudi polje Dobrodošli doma je bilo neko polje iskanja, raziskovanja, igranja konec koncev. Ja, da sem še dodal na hitro, da se mi zdi, da sam gledamo veliko ljudi, pa vsaj v Sloveniji bi si radi, da se vse hitro posloži nekako neke predalčke. Torej, narediš kratki film, ki ne bo raziskava tudi za celovečerca, pa neka predpriprava. Mislim, da to ni čist pravilno. Konec koncev je kratki film svoja forma in zahteva tudi posveto tej formi in neko spoštovanje. Konec koncev, mislim, hočem reči, super, če imaš te ideje, pa jo probaš v kratkem filmu, pa pol iz tega narata celovečerca. Sam včasih ni, včasih je pač kratki film. In naj bo tako. Ja. Naj bo tako. In naj bo tako, mislim, da je tudi lep zaključek tega našega pogovora. Hvala še enkrat, Eva, hvala Nina in hvala Filip, čestitke za ustvarjeno delo. Se veselimo že naslednjih, naj bo to lepa stopnička, da bodo naslednje poti še lažje. Hvala.